Živjo, ponovno pozdravljeni v inspirativnem pogovoru Vodi dobro v svoji koži. Z vami sem še vedno Darja, ustvarjalka naravne pomlajevalne kozmetične linije Majerula. In danes je z mano gostja, s katero bomo govorili o cikličnosti, in to je Nina Vodi. Lepo pozdravljeni. Živjo Nina, in hvala, da si prišla. Ti si danes prvič tukaj. Ja, Ampak midve sva že bile v navezi že kakšne 2 leti nazaj prvič, ko sem te jaz enkrat, se spomnim, ponoč zapazila tvojo spletno stran in bila ful všeč, in pol si posnela tudi ene rituale za Majerulo, ki jih lahko najdete na spletni strani Zavihek pomlajevalni rituali. Tako da jaz bi mogoče povedala kakšen stavek o tebi, pa bi ti dodala, ali boš kar ti povedala, ali je prav, da jaz povem? Pa jaz dodam. Bom jaz začela. Ti si res ena taka holistična trenerka zdravega načina življenja, kakor sem jaz tudi v bistvu opazila ta zapis na tvoji strani. In nekako tako združuješ ful veliko vidikov, da smo dobro, da siješ, a ne. Učiš tudi jogo, žensko jogo, pa boš pol mogoče povedala, kaj to pomeni ženska joga. Učiš torej obrazno jogo, razne lepotne rituale, pomlajevalne. Tako da ti si meni, če pomislim na koga sijajem, bi pomislila nate, no. hvala. Ja. Res hvala. Tako da vsekakor pa povezuješ tudi ženske z njihovo močjo preko cikličnosti, o čemer bova danes govorile, pa še kaj dodaj mogoče, kaj počneš. Pa ne samo to, kaj počneš, kako si začela to početi, oziroma kako je šla tvoja pot mogoče od zaključka šolanja, recimo, ne. To nisva nikoli govorile. To res, ja. Jaz se ti želim najprej zahvaliti za povabilo. In sem tudi zelo vesela, da si me takrat našla, ker jaz sem dolgo časa iskala neko kozmetiko, zaradi tega, ker sem imela naravne rituale in nikakor nisem mogla najti neke kozmetike, ki bi mi bila res to. Imela sem sicer eno, ki je bila zelo podobna, ampak pol smo nekako, je bila korona, pa smo nehali sodelovati. Tako da pol si pa ti se pojavila in se mi zdi, da se je tako ustvarilo neko lepo sodelovanje, ki me je še tudi malo spodbudilo, ne, da sem še malo več začela ustvarjati. Ja, drugače pa moja beseda, če bi rekla, ne, ta super moč je to, da iščem lepoto, pač v vsem. Po vsem. In zato tudi vse, kar ustvarjam, je povezano z lepoto, a ne, in fokusiram se na notranjo lepoto. In če želimo doseči, moramo pristopiti do nje za vseh vidikov, a ne, in zaradi tega se ukvarjam z obrazom, z obrazno jogo, ker ni samo brisanje gubic, a ne, ker pač v določenih letih jih pač pridejo. Ja, glih sva se pogovarjale. Ja, to smo se prej pogovarjale. Brez vseh filtrov, seveda, nikoli nimamo filtrov, ne tle, ne na fotkah, in pol pač zgledaš drugače, kot doma misliš, da si. Tako je. Tako da se verjetno marsikaj opazi, ampak jaz pač zagovarjam, da pač gubice so normalne in ni nič narobe z njimi. Pri jogi obraza se pa osredotočamo predvsem na tiste globoke gube, ki pa so pač pokazatelj nekega neravnovesja v telesu, a ne. In ravno tako potem za jogo, za prehrano, za življenjskim stilom, a ne, za okoljem, v katerem živimo, vse to vpliva na našo notranjo lepoto. In delam z ženskami celostno, a ne, ker ko dosežemo notranjo harmonijo, imamo vse. Imamo lepoto, imamo sijaj, imamo zdravje, imamo sočnost, kar pomeni hormonsko ravnovesje. In ravno zdaj sem končala izobraževanje na IIN za holistični wellness svetovalec. A res, kje? V Ameriki. Okej. Ja, pač online študij je to, 1 leto. Tako da zdaj čakam diplomo, tako da tukaj mi je res, sem dobila še to potrditev, kako je treba iz vseh
aspektov, kako okolje vpliva, da iščemo ravnovesje res v hrani, v vadbi, ampak tudi iz okolja, iz svojega mindseta, a ne, da moramo na vse to delovati. Tako da ja, in kako sem jaz začela, ker si me prej vprašala. kako si začela? Začela sem v bistvu, kako ne začnem, mene je ples popeljal v to, da skrbim za svoje telo, do ljubezni do svojega telesa. Čeprav se mi takrat zdi, a ne, to je bilo pač v teh najstniških letih, da nisem vedela točno, kaj to pomeni ljubezen pa ženska energija. Nisem imela te povezave in takrat sem tudi zelo zlorabljala svoje telo na način, da sem zapolnjevala neke stvari v sebi s prehrano. In se mi zdi, da je to zelo vplivalo ravno ples, a ne, ker jaz sem trenirala akrobatski rock'n'roll. A res? Ja, in tam je bilo Viš, to pa ne pove, ne No, zna, vidiš, ne boš nekaj znam novega. o tebi. nekaj novega zvedla. Ne vem. No, in tam je bilo vsak dan stopi na vago. Oh my god. Ja, ker je bilo zelo pomembno, da smo plesalke pač dovolj lahke za svojega plesalca. Aha, In ne- ja, on te je valjda Ja, suko in... tako, to se meče, salte v zrak. Ja. In seveda je bila to v najstniških letih, je to nekaj, kar ti pusti posledice. In mislim, da je ravno to vpliva name, a ne, potem, ko sem nehala, ko sem imela neke probleme, a ne, da sem potem to s hrano zapolnjevala. Aha, ti v bistvu takrat, ko si trenirala, nisi s hrano, pol si. Pol, ja, recimo. pol, ko sem imela neke probleme. Pa si bila pol kaj bolj buckasta ali ne? Ja, Aha, si bila. mislim, nisem bila buckasta. Ok, Jaz nikoli- sorry. Ne, jaz nikoli nisem bila buckasta, ampak pač ja, imela sem Pol pač več šilko zdaj. malo več, ja. Ampak potem, a ne, jaz sem bila skozi na dietah potem. A ne, okej. prav skozi neke diete, skozi odpovedovanje hrani. Jaz sem toliko malo jedla, Darja. Jaz sem cele dneve sem športala, aerobiko sem pol začela voditi. Ok, se pravi, ti si pol šla iz plesa Ja, ne. in potem šele na jogo. Ja, potem sem dolga leta vodila aerobiko, vsak dan, 2 uri, tako, res. Jedla sem pa tako, jaz sem bila skozi na dietah. Oh my Skozi. God. No, Ja. se v dietah bova še kaj vmes rekle, ko bova se pogovarjale o tej cikličnosti, a ne? No, in potem, a ne, sem pol prišla do joge, pa najprej sem rekla, da joga ni zame, verjetno pač mogoče ni bil pravi čas, mogoče učiteljica ni bila prava. Potem pa čez par let sem se pa pač odločila da grem pa res na izobraževanje, tako še eno, ko me je začelo malo vleči. Se pravi, tebe je vleklo, da bi učila. Ja, jaz sem vedno si želela učiti. Je bilo pa tudi to, da sem jaz skozi imela strah. Jaz sem zelo tako introvertirana oseba in meni je zelo težko nastopati. Zelo težko mi je govoriti. Jaz moram to čez svoj strah iti, a ne. In to sem v bistvu, mi je ples rešil, da sem malo več dobila te samozavesti, potem z aerobiko, ko sem mogla govoriti, a ne. Potem pa tudi joga obraza je pa sploh naredila premik v meni, tako, a ne, ker z jogo obraza res stopiš neke strahove, ki jih imaš, da postaneš boljša verzija sebe, da takrat pri jogi obraza moraš pa ogromno govoriti, tam ful govoriš, ne, in takrat sem začela tako sploh nastopati, včasih se mi zdelo tako to strašljivo, kako lahko nekateri nastopajo, ne, to je bil moj A zdaj bi največji strah. nastopala pred 100. Seveda, zdaj mi je to, Okay. zdaj lahko grem čez to, a ne, se ta strah ne izgine, ampak me ne ustavlja v življenju. Ne pustim, da me ustavi, Ja. a ne. No, ker mi smo imele predavanje z ambasadorke Maja na temo cikličnosti in ti pred kratkim in ti si bila, wow, mislim, ti si tako odvodila to, da ful dobro. Mislim, jaz sem tista, jaz pa nisem tako za predavati. Meni je lažje tako mogoče se kaj pogovarjati, ali pa 1 na 1, ali pa imeti kakšno delavnico, ki se samo ustvarja, zagovoriti mi je pa tako, ne, no. Pa me pa Miha kdaj iz kakšne cone potiska, da moram iti, a ne, kdaj tako. Ampak glej, sej vsak je za nekaj, ne. In zdaj se ti zdi, da kaj bi lahko dodala k temu, kar že počneš s tem izobraževanjem, ki si končala? Da bom veliko bolj celostno lahko, a ne,
delala z ženskami, se pravi, velikokrat sem videla, da za jogo pridejo potem ženske z različnimi težavami, ki jim sicer znam svetovati, ampak to, da pa narediš res premik, da res dobiš nek rezultat, je pa nekaj zmanjkalo. Veš, nekomu ti lahko rečeš, to pa to moraš narediti, pa veš, da potem to implementirati, pa utelesati, pa ni rezultata. In tako da sem se, to je coaching, in tukaj sem se tako res naučila, da sem dojela, kaj pomeni coaching. A to je bilo tudi individualno, ali kako? Ja, lahko je individualno, lahko je skupinsko, tako da res poslušaš človeka, to sem tukaj dobila, da mi smo navajeni vedno neke nasvete dajati, ampak ti, ko želiš narediti neko spremembo, ti moraš človeka res poslušati, da on sam pride do tega, zakaj se mu to dogaja, kaj mora spremeniti, kaj mu bo to prineslo, v bistvu ga vodiš najbolj s tišino, da poslušaš. Ja, razumem. Da to sem tukaj. To je ful veščina, ta coaching recimo, Nina, ki je bila prejšnjič gostja. Mislim, ona te zna tako vprašati v coaching prostoru, da recimo ti, jaz nikoli ne bi znala tega, pa ne vem, ali se to lahko naučiš, ali je to nekaj, kar je pa vseeno malo tebi, a veš. Ne vem. Lahko to se da natrenirati. Seveda. A res? Jaz mislim, da to imamo vsi v sebi. Da lahko drugim seveda nekako tudi. Zato, ker ko ti res poslušaš, reče se active listening, ko ti res poslušaš, tudi veš, kaj potem človeku reči, se moraš določene stvari naučiti, pač jaz imam to, pač tukaj imam jaz veliko prehrano, življenjski stil, sem v tem bolj coach, odvisno na katerem področju si, ampak v bistvu te vodi neka notranja Ja, razumem. Modrost. Se pravi, ti boš zdaj to tudi delala 1 na 1? Jaz sem zelo rada imam skupinsko, ker se mi zdi, da se toliko veliko naučimo ena od druge, ker velikokrat mislimo, da smo sami v nekih težavah, ko pa jih poveš v skupini, pa ženske pol vidijo, nisem sama. In pol se naučiš, s tem, ko slišiš eno, kaj ima težave, pa si lahko nasvete daješ med sabo. Ja, pa tudi, da ne vem, to povezovanje žensk na tem višjem nivoju se mi zdi zdaj tako dragoceno, a veš, da res smo tle, vsaj jaz sem zdaj v tem podjetniškem času spoznala ful žensk, s katerimi lahko sodelujem, pa da je to tako ful lep odnos, da ni nekega tekmovanja, ne vem. Se mi zdi, da je ta skupnost ful dragocena. Zdaj bi pa jaz šla naprej na temo, oziroma, kaj recimo, če je tema danes cikličnost, kaj bi rekla, da ti cikličnost, povezovanje s cikličnostjo da? Jaz bi predvsem rekla, da ti da modrost. Modrost, kako sploh vse v naravi funkcionira in kako tvoje telo funkcionira, da se predvsem razumeš in da dobiš nazaj svetost. A veš, beseda svetost, da ti je vse sveto, da je narava sveta, ker potem jo ne moreš izkoriščati, da ti je tvoje telo sveto, ker potem ga ne boš izrabil, ne boš slabe hrane jedel, ne boš ga forsiral v nekaj. To zavedanje naših super moči tudi, ki jih lahko imamo. In jaz bi rekla, da če ne poznamo svoje cikličnosti, da je to tako, kot da imamo iPhone, pa uporabljamo samo klice pa message, brez ostalih funkcij. In v današnjem svetu, ko pogledam, kako živimo, ženske ne živimo sebe. Pač ne živimo se. In jaz verjamem, velikrat, obstajamo. In jaz verjamem, da je prišel čas, da se zdaj to spremeni in da ta svetost, ki je včasih obstajala, pride nazaj v naše zavedanje. Ful si lepo povedala, res. Ampak a si ti, se mi zdi pa prav, da povema, kak je bilo pri nama, recimo, jaz iskreno,
nisem imela pojma o tem in sem začela šele zadnjo leto žal opažati to, kaj poslušati na to temo. Tudi na predavanju pri tebi oziroma pri Maruli sem prvič kaj slišala. Ampak glede na to, da imam pa kakšno drugo zavedanje, a veš, da se ne sodim več in da sem nežna do sebe, si rečem, drugače bi se ful obsojala, kako sem jaz lahko to zdaj prišla do praga, ke bom prestopila in ne bom imela več menstruacije in bom šla brez, da sem jaz to karkoli s tem naredila, ne, in vzgojila. Kako je bilo pri tebi? Kdaj si ti ugotovila, pač koliko časa nazaj, da nismo vsak dan enake, da recimo, pač pa kje si se potem izobraževala oziroma kako je pri tebi to izgledalo, to povezovanje, no? Oziroma ne povezovanje, bolj osvajanje znanja na začetku, no? V bistvu se sploh ne spomnim, koliko časa nazaj. Vem, da prepozno, a ne, zaradi tega, ker se mi zdi, da so ta najstniška leta najbolj pomembna, da bi to znanje ženske imele, ker potem bi čisto drugače To je res. delale. To je res, ampak jaz sem vseeno hotela reči danes, da nikoli ni prepozno. Ne, saj to pa je spet nikoli pa ni prepozno. Zaradi tega, ker tudi potem, a ne, ko gremo enkrat iz cikličnosti ven, ker smo še vedno ženske, saj naši hormoni ne ugasnejo, pač zmanjšajo se, ampak mi še vedno smo ciklične. In mi moramo še vedno svojo cikličnost živeti, se pravi, jo moramo, tudi če jo ni, jo moramo ponašati. Ja, kot da je. to bova pol tudi povedali, kako jo bo, ker to, a veš, jaz sem pol puncam, Marulinim ambasadorkam postavila vprašanje, tako da imam kaj zapisano in sigurno je to tudi eno od vprašanj, ne. Tako da jaz sem, če še to odgovorim, kako sem do te cikličnosti prišla, meni skozi nekaj na tem svetu, karkoli, šola, ne vem, nekaj mi ni bilo prav, nekaj je bilo narobe. Sem skozi iskala, kaj manjka v jogi, nekaj mi je manjkalo v jogi, v šolskem sistemu mi nekaj manjkalo, nisem pasala noter, skozi se mi je zdelo, da ne pašem nikamor. Ne? In pol sem v bistvu z jogo obraza je začela raziskovati hormone. A ne hormone, ker mene to ful ker tam potegne. v bistvu deluješ na hormone. Tako. Ja. In potem sem prišla jaz, ne, iz vseh smeri, pa še manj tak čija je pol bil, pa tudi Savina, ta je takrat veliko delila. Ne, in je bilo dosti teh nekih izobraževanj, ko si dobil neke pikice, da sem jaz prišla do te ženske energije in potem do cikličnosti in potem sem najdla knjige. Takrat se še ni to govorilo o temu. Ampak to je bilo pol 10 let nazaj. Recimo, ja, tako. No, da sem jaz potem, a ne, tudi žensko jogo zaradi tega ustvarila, ker sem rekla, zdaj jaz razumem, zakaj meni nekaj ni bilo v redu pri jogi, klasični jogi. Nekaj mi je manjkalo, ženski princip mi je manjkal, ne, in sem ga dala noter. Je veliko takih, ki učijo žensko jogo? Zdaj, če dalje več. A res? Ja, jaz sem šele čez par let najdla potem neko izobraževanje, prav je bila zdravilna ženska joga. Na Portugalskem. In ko sem tja prišla, je bilo v bistvu samo to, kar sem že vse vedela. In sem samo dobila potrditev. Saj delam prav, ker jaz sem se... si mi že enkrat razlagala. Jaz sem se do takrat kar malo skrivala, ker sem rekla, jaz sem fejker, jaz fejkam. En mi bo rekel, kaj ti to učiš, to ni joga. Ampak meni je v bistvu, a ne, takrat sem jaz dojela, Fifi dol potegnila, daj zaupaj temu, kar pride skozi tebe. In takrat sem v bistvu to potrditev dobila, zaupaj, kar pride skozi tebe, to je okej. In takrat sem pa začela še bolj raziskovati žensko jogo, ne, in sem najdla pol veliko učiteljic je zdaj, no, tako da zdaj je tega, kar... Ampak recimo, jaz si ful želim enkrat, ko bom velika, začeti se ukvarjati z jogo. Ne, ker pač res skozi je bilo nekaj, da jaz 2-krat na teden nisem uspela iti nekam. In pol si mislim, jaz sem čisti začetnik, ne morem se niti, a veš, parkloniti ali pa nekaj. Kakva je razlika med žensko jogo pa jogo, recimo? Mislim... Prvo bom rekla to, da
na jogo lahko vsak pride. Ja. Ne, se pravi, ni tega, da moraš biti pripravljen. Ampak sem jaz že, a veš, sem bila, pa sem gledala, kako so vse neki bile raztegljive in Ja. so vse že znale. Predvsem ta joga uči to, da ne glej drugih, ampak se Okej, osredotoči okej. nase, ker je vsak na svoji poti in nekdo je že že nekaj časa tam. Poleg tega je pa to zelo pomembno, da vemo, kaj želimo od joge, ker je pač toliko različnih stilov joge, različnih stopenj joge, da če prideš ti v nek advanced class, ja, valjda bo zbežala ven, pa boš rekla, tle nimam kaj delati. Ali pa če si zelo tak tip energičen, pa hočeš delati bolj za telo, da je bolj energična joga, pa boš prišla na neko yin jogo, kjer se drži položaj 5 minut, je boš rekla, pa to je safar. Tako da najprej je to treba vedeti. Zdaj, razlika med klasično jogo pa med žensko jogo je pa predvsem to, da smo ženske vodna energija, zato je pomembno, da najdemo ta flow, da se zmehčamo. Pač klasična joga je zelo tako. Ženska joga pa in dih. Da greš v telo, da te ne vodi glava, ampak da si v telesu in da čutiš in da ni toliko pravil, kako moraš nekaj izvesti, ampak narediš to, kar se dobro čuti zate. Ja, zate, ja. Tako, predvsem to, da pa greš res v žensko jogo, je pa tudi povezovanje z maternico, za prsmi, za jajčniki, se pravi aktivacija. To so pa vse te taoistične tehnike, tudi veliko iz tantre, tudi ki dela, kjer se zelo aktivira to šakti energijo, seksualno energijo, ki je življenjska energija. Ko imamo mi dovolj te življenjske energije, takrat smo mi prižgane, iskrice imamo energijo, smo magnetične, ko ta energija začne odtekati iz nas, mi začnemo usihati. Vse se navzdol usmeri. Tako da zelo veliko je tudi poudarka na mišicah medeničnega dna, pa ne kot keglove vaje, ampak v smislu, da jih znamo trenirati z dihom, se pravi, da se dela na elastičnosti in pa tudi, da se dela energetsko, se pravi, da znamo začutiti, kako nam mišice medeničnega dna dvignajo to pomlajevalno energijo po hrbtenici do možganov, in prižgejo naš hormonski sistem. To je pa tako. To je pa že mojstrstvo, ampak ko dolgo časa to delaš, pol res. Ampak imaš ti samo živo? Ne, imam tudi online, čeprav mi je žal, da sem veliko pustila online, med korono sem imela zelo super šolo, prav šolo sem imela, ker so imele predavanja, vadbe, pa mi nekako bilo težko držati, ta prostor in v živo in online in mi je zdaj žal, tako da zdaj želim. Zdaj imaš manj online? Ja, zdaj imam zelo malo online. Ampak enkrat na teden imaš vadbo, ali ne? Ne, zdaj nisem imela, zdaj imamo v bistvu programe spletne, ampak zdaj pa želim spet narediti prav šolo, enoletno za ženske, pa tudi membership, da bojo noter vadbe različne, celostno, ja, tako, to zdaj na tem delam. To se mi zdi fajn, zato sem tudi jaz šla recimo v ta stil, pa bi rada nadgradila, da nekim svojim puncam, neki skupnosti, pripeleš različne predavatelje, ker se mi zdi, da tukaj slišiš lahko samo en stavek, pa ti spremeni življenje. Pa tam, pa ti pobereš to, kar ti rabiš. Točno to. Ker je zelo pomembno, da najdeš, da te neka oseba povleče, da si želiš od nje informacije dobiti. In tudi v različnih življenjskih obdobjih, bojo druge stvari prišle do nas, ki jih rabimo. No, ko si rekla neka oseba, meni se zdi to tako, veš, da tudi od koga recimo jaz sem si to vedno želela, neke tele pogovore pa to, pa mi je potem ena oseba rekla, ti bi mogla imeti to, veš, kakor da energija, univerzum, pač ve tvoje želje in ti pol še iz kakšne druge strani, Ti si skozi to, okej, bi, pa ne bom še eno leto, ne. Pa ti pa nekdo pa te pač. Ja, če daš dovolj veliko namero, pa mogoče nimaš tistega poguma, pa ti bo, vesolje poslal en put. Eno osebo, tako da lej. To je to. Zdaj bomo mi malo konkretno šle k temi, ampak glede na to, da si ti
tle zelo podkovana, boš sigurno ti več kaj govorila, bova pa skupaj šle, ampak nimam pojma, kako bo to izgledalo. Se pravi, ženske smo ciklične in tako kot je narava ciklična, smo mi ciklične, svet današnji pa v bistvu ni vedno tako cikličen, je bolj linearen. In si tudi zelo lepo dala primerjavo na predavanju, da v bistvu skozi želimo od sebe in drugi od nas v bistvu produktivnost, a ne, stalno produktivnost. Zdaj nam elektrika kaže, kdaj bomo delali, v bistvu lahko skozi delamo, a ne. Tako, točno to. Tako da, a se ti zdi, da vseeno pa gremo malo nazaj k temu poslušanju lune, sonca in teh drugih naravnih ritmov? Po eni strani, Posameznice, ne? po eni strani se mi zdi, da se čedalje bolj oddaljujemo, več kot je tehnologije, bolj se oddaljujemo. A ne, prišla je elektrika, pa smo zamenjali luno pa sonce, a ne, za to naravno svetlobo, a ne, ampak to je v bistvu poganjalo naš ta bioritem, a ne, da je delo tako, kot more. In zdaj, ko imamo elektriko, kaj smo naredili, a ne? Mi bi pač skozi imeli dan, zato da lahko skozi delamo. Ki pa je počivaj pa ne bi, a ne, to je pa ono, a ne, to pa ni časa nikoli za počitek pa spanje, ne, in ja, pač, kaj sem že hotela vzeti? Ne, da po eni strani se ti zdi, po drugi pa najbrž, da gremo. Ja, gremo pa nazaj, zato ker se pa ta znanja zdaj čedalje bolj vračajo, čedalje bolj so dostopna. In tistega, ki zanima, a ne, ali pa ki ga mogoče življenje pušne, da mora nekaj spremeniti, bo našel informacije zdaj. Včasih teh informacij ni bilo. Danes jih pa lahko najdeš povsod, a ne, in lahko začne spreminjati življenje. A ne, da greš nazaj bolj z naravo. In tako, kar je povsod, a ne, saj zdaj gremo vedno bolj, da bo neka umetna hrana, ampak je pa tudi vedno več ljudi, ki pa želi pridelovati svojo hrano organsko, ne. Tako da isto je tukaj pri cikličnosti, a ne, določeni bojo še vedno šli vedno bolj na umetno vse, določene ženske bojo pa hotele nazaj to vzpostaviti, to cikličnost, pa se naučiti, kako živeti s tem. In meni se zdi svetost. Tako, pa svetost. In meni se zdi pomembno, a ne, ker velikokrat mi čutimo, da ta linearen svet da nekaj delamo narobe, saj to čutimo, zato ker imamo pač probleme, a ne, in čutimo. Ampak v bistvu, ker nam noben tega ni povedal, ne vemo, kako bi drugače lahko delale. In meni se zdi pomemben, a ne, ker velikokrat mi rečemo, ja, pa itak ne moram, če mi je tak delovnik, pa mi ne moramo zunanjega sveta spremeniti, a ne, ampak z znanjem in zavedanjem svoje cikličnosti pa lahko spremenimo, kako bomo mi delovali v tem linearnem svetu, ki ni prijazen do našega telesa. Lahko mi začnemo spreminjati. In ko bo dovolj žensk to utelesali in to spremenili znotraj tega sistema, da bo tako delovali, potem se bo tudi sistem zunaj začel spreminjati. Vedno je treba, a ne, znotraj sebe začeti. In mislim, da je to rešitev, da bomo lahko bolj zdrave, da bomo lahko živele sebe. Ker drugače, če pogledamo okrog se, kam prav tonemo, a ne, zdravstveno, psihično. Ne, to si ful dobro rekla tudi, da imamo možnost, da dobimo ta znanja, ker recimo, če jaz primerjam sebe zdaj, pa moja mami, a veš, 30 let nazaj, ne 30, pač ona pri 20 pač nisi, ne, bil v tem stiku, ne. Takrat sploh tega ni, a ne, takrat je bilo to vse zadušeno, bolj je bila menstruacija odveč, kakor da bi iz tega lahko črpale moč. In ko si rekla, da lahko v bistvu črpamo moč iz te cikličnosti, to je bilo tudi eno vprašanje, kako črpati moč iz cikličnosti. Ali bova to na koncu, ko se bova sprehodile čez... Kako črpati moč iz cikličnosti je tako, da jo moramo najprej utelesiti, da jo razumemo. In da razumemo, kaj so super moči naše v določenem obdobju naše cikličnosti. In predvsem, da se nehamo orientirati na čas,
ampak da se začnemo orientirati na našo energijo. Ker dokler se mi orientiramo, zmanjkuje nam, to moram narediti, ni več časa, a ne, bomo utrujene, bomo izgorele. Ko se začnemo orientirati na svojo energijo, ki nam jo cikličnost daje, se pravi, enkrat jo imamo višek, drugič jo imamo manj in se moramo polniti. In ko bomo začele to implementirati, a ne, in delovati svojo energijo, takrat se bo spremenil naše razumem. počutje. V vsakem primeru se pa ne bomo izčrpavale, če bomo Točno sledile to. temu, ker jaz sem ugotovila v zadnjem letu, tako ful se mi je poznala, ne, ker nikoli nisem jaz prvi dan nekaj počivala, skozi sem delala in jaz sem bila ful izčrpana. Jaz sem bila tako izčrpana in izžeta, da sem mejila že na izgorelost. In zdaj sem rekla, ne, pač ne morem več tako delovati. Ampak, a vidiš, kdaj, ne, šele. Ja, ampak jaz bom tako rekla, ne, v določenih letih ženske dobimo malo več modrosti, pa bolj začnemo vse čutiti. Zato, ker nas hormoni toliko več ne podpirajo, da mi vedno bolj čutimo. Ja. A ne, in velikrat pol, a ne, glih tam na prehodu, a ne, proti drugi pomladi, jaz rečem menopavzi, začutimo, da moramo nekaj spremeniti, in to je naš notranji klic, a ne, ker če ne bomo nekaj spremenile, Bomo se nam bo, obležale. bomo obležale, se nam bo utrgali, nas bo vrtinec povlekel navzdol, a ne, namesto da bi šle še vedno navzgor. Ampak ti si, zdaj me še malo zanima tvoje ozadje, ti si planiraš zdaj, ker jaz v bistvu si, a veš, jaz sem imela na primer neko službeno obveznost ali pa neko promocijo nekega izdelka in jaz si nisem planirala. A razumeš? In potem sem jaz imela tiste 3 dni, ko bi mogla počivati, ker itak nisem poznala, kdaj imam, ne. A ti si zdaj to vkalkuliraš te stvari? Veliko si, ampak jaz nisem glih planerski. Jaz ful ne maram planirati, meni je to toliko težko. Ampak ja, veliko stvari si, sploh kakšna predavanja pa snemanja, a ne, si dam pač na ovulacijo. Ja, to bomo povedali, zakaj. Drugače pa je pa, če si pa ne splaniram, je pa vsaj to, da se ne obsojam, pa da se razumem. Pa da, a ne, na primer, ne vem, zdaj, ko sem imela ženski retreat, a ne, se mi je nekaj v Logarski, se mi je nekaj premaknilo v ciklu. Jaz sem planirala, da bom tam v svoji pomladi, pa v svoji poleti, a ne, v ovulaciji, ko bom imela največ energije na retreatu, jaz sem šla pa tja, se mi je pa nekaj premaknilo in sem bila v bistvu v svoji predmenstruaciji, ne, kar pomeni, da sem bila jaz, da sem delala s svojimi 40% namesto 100%. Ne? In takrat sem jaz vedela, ok, Nina, to te bo zihar, ti bo izpil veliko energije, čeprav me vedno to napolne, a ne, ampak verjetno bom čutila nekaj. Vedela sem, da moram bolj paziti nase, da ne zbolim. Vedela sem, da moram biti zavestna, koliko si pustim, da grem v stres, da ne grem v neko paniko. A ne, ker takrat si bolj tudi, nisi več odporen na stres, a ne. In mi je šlo vse fenomenalno, super je bilo vse, ampak na koncu retrita, jaz sem bila 3 dni izžeta, ker se spomnim pa lansko leto, ker sem imela pa v svoji pomladi. Jaz sem letela še cel mesec po tem retritu, ne, lansko leto, ker sem bila v drugem delu cikla, ko sem vodila. Sem letela še cel mesec, me ta energija nosila. Tle sem mogla iti pa, domov sem prišla, nekaj sem že grlo začela čutiti, in jaz sem samo rabila ležati. A so začutile udeleženke, si jim povedala? Pol sem jim povedala, ker jaz sem bila tam jaz sem tam letela, meni je bilo top, ampak pol, ko je bilo konc, ko sem se vozila v avtu, nekaj me grlo boli, kaj to. Ko sem prišla domov, 2 dni sem mogla kar ležati, nič nisem mogla delati in sem bila tako, pa kaj to? Pa meni je vedno to dvignilo. Je pa sem rekla, pa dej Nina, saj se s cikličnostjo ukvarjaš, saj veš, kaj je, a ne? Pač delala si s toliko manj energije, dala si pa 100%. A ti na retritu si tudi imela to temo? Ja, tudi smo imeli, letos smo imeli cikličnost, vedno imamo nekaj drugega, ampak vedno je nekaj ženstvenega. Tako da letos so punce same izrazile, da si želijo imeti temo cikličnosti, tako da nismo imeli ful predavanje, ampak smo imeli ženski krog, ker sem rekla, da želim, da vsaka nekaj deli, a ne, kar ve.
In se mi zdi, da smo tako zelo dobri, da se je zelo dobra tema odprla in je vsaka nekaj povedala. Tako, Luštano. Ok, greva naprej. Ja. Cikličnost, se pravi, smo ciklične in imamo 4 cikle. Tako. Ja, in Ja. že pač nekaj imamo vsi, nekaj imamo samo ženske. Tako. Se pravi, imamo dnevni cikel, pa letni cikel imamo vsi, a ne? Tudi življenjski cikel imamo vsi. Tako. Aha, se pravi, moški tudi. Imajo tudi, samo imajo malo drugače. No, ker tudi me zanima, če so oni kaj ciklični. Mesečno niso, ne? Ne. Življenjsko pa ja. Seveda. Saj verjetno tudi pri svojemu možu vidiš. O moj bog, Da se je verjetno, vidim. a ne, da je drugače, kot je bil prej pri 30-ih, Ja, valjda, 40-ih, a ne. Tako da ja, seveda, da imajo tudi njim grejo, a ne, tudi njim se hormoni spuščajo. Ampak ženske imamo, a ne, ker imamo ta mesečni cikel, ki ga zgubimo, se zgodi en zelo težek prehod. Zelo težek, a ne. Predstavljaj si sebe v puberteti, kako je bilo, ko so hormoni zmešani, to je pa zdaj, ko je drug prehod, je pa druga puberteta, ko se spet vsi hormoni zmešajo, a ne, in je treba spet par let, da se pol to uravnovesi, a ne, tako da, ja, tudi te življenjski prehodi so zelo lahko težki. Razumem. No, ok, pa če pač tudi na predavanju si omenila, recimo, ta letni cikel, in če rečeva recimo, pač, da ima vsak letni čas svoje zakonitosti in da po zimi v bistvu ne moramo tako delovati kot poleti. A veš, jaz sem vedno mislila, da recimo je ta spomladanska utrujenost, da je to pač normalno. Ne? No, povej. Ja. Zakaj pride? Ja, tako. Ta letni cikel je osnova v bistvu za vse cikle, zato ker ga razumemo, a ne, ker ga vsi doživimo, pa ga zelo opazimo. In res lahko vidimo, da ima vsak letni čas svoje zakonitosti, a ne. In pač, če pogledamo spomladi, se zgodi rast, a ne, raste, vse cveti, energija se dviguje, vse do poletja, ko je energija na višku. A ne, zdaj bil poletni solstici, to je najbolj potentna energija, največjo je in jo lahko zase uporabimo, a ne. A pa se ti zdi, da moraš kaj narediti, da lahko zase, a se ti kaj povezuješ s to energijo narave? Ja, seveda se moraš, mislim, vse vpliva tudi tako nate, ampak če res želimo, a ne, dobiti od nje največ, moramo biti zavestni, kaj počnemo, a ne. Ker če smo samo na avtopilotu, pa samo šibamo, se bomo lažje šibali polet, kakor pozima, ne, ker to pač vpliva energijsko, ker je pač polet ima narava ful energije, ki nas polne, a ne. Bolj pa na posebne rituale, ali je to kakšen zavesten sprehod, opazovanje? Poleti imam zelo tako, imam srkanje sonca, na primer, zjutraj sončni vzhod, a ne, ker sonce ta poletno sonce nas lahko ima ful močno energijo za zdravljenje tudi, aktivira našo epifizo, a ne, da se nam ta dnevni cikel uravna, pa zvečer je fajn spet sončni vzhod, a ne, gledati. Sončni vzhod zjutraj. Sončni zahod, kaj sem rekla, sončni vzhod. Vzhod, jaz nisem tako pridna, da bi vzhod. Polet se mi zdi, da je iziga, a ne, polet, zato ker je toliko prej dan, se mi zdi, da že mislim, da se ga da, je ob 6. Že vstaneš vsak dan. 6, ja, ker moram otroke v šolo. Je pa zdaj, ko so doma? Ja, dobro, zdaj pa ne, sami pa vstane to, a ne, zikar vstanem 15:06, ok, kdaj je zdaj sončni vzhod, ampak še vedno je to jutranje sonce. Ja, ok. Potem je pa super tudi, a ne, svojo magnetičnost bolj aktivirati v tem času. Zato, ker ta poletna energija je zelo magnetična in itak smo tako, se mi zdi, da ko so te poletje pa oblekce, a ni tako čisto drugače, druga energija. Ampak ti si itak nastavljena že tako, veš. Mislim, ja, ne, to se mora nastaviti. Mislim, ti živiš že to. Ja, no, polet mi je zelo tako, da mi je fajn, da se aktiviram še bolj v to magnetično energijo, se pravi, da si dam musko zjutraj, pa malo z boki krožam, da aktiviram to žensko energijo. Mogoče delam več praks kroženja s prstmi, a nekaj to je odpiranje srca, srce je povezano s poletjem.
Na ta način, pa da se čim bolj probam prižigati. Pa je pomembno, v katero smer masiramo? Ko masiramo navzven, je v bistvu čiščenje energije, fizičnih toksinov, a ne? Tako da jaz bi najprej vedno navzven. V istem, recimo, nekem ritualu. Ja, Okay. pol pa navznoter pa v bistvu polnimo, a ne, zbiramo nazaj energijo. Tudi s kakšno namero, a ne. Če daš še namero, je itak super, a ne. Tako da masaže so itak različne, fajn je tudi tresenje prsti, a ne, to se je super za limfo, a ne, da se pač odplavi, ker je to vse stisnjeno skozi, a ne, modrce imamo skozi. Ženske, a ne, tudi delamo samo z računalnikom, za ženske je zelo pomembno, da migamo z rokami, a ne, ker imamo tukaj zelo pomembne bezgavke in za zdravje prsi jaz pač pravim, da lahko največ same naredimo. In da je to bolezni nepotrebno. To je ista stvar, a ne. Recimo, isto se o tem zdaj šele govori. Ja. Ne? To ni bilo 30 let nazaj, kjera si je pa takrat prsi masirala? Vem, ampak veš, to so najbolj starodavne tehnike, ki so stare 5000 let. V eno luknjo smo vmes Ja, ampak se veš, vmes so bile čarovnice, pa ne vem kaj še vse. Ja. Ne? In pač to zatiranje ženske in pač, a ne, tudi cerkev, a ne, veliko naredila pač za, a ne, za te stvari in so te stvari kar malo izginile. Ne, jaz sem ful vesela, da prihaja to nazaj, ful vesela. Meni se zdijo te tehnike najbolj mogočne, tako res mogočne, tako, in je neumnost, če jih ne izvajam. Ja, res. Ja. Ampak zdaj, da grem nazaj, ker so spet zašle. Ja, ne vem. Ja, meni se zdi, tako da ja, rituale imam skozi celo leto, ki jih menjavam, a ne. Pozimi imam drugačne rituale, pozimi je pa treba tudi hoditi spat, a ne, z jesenjo začne energija padati, moramo si vzimnico narediti, da bomo imeli zaloge, a ne, in potem pozimi je več teme, ker se moramo privoščiti temo, zato da bo naše telo lahko počivalo. Več moramo spati. Ampak spanje, recimo do 23. ure je zaželjeno v vseh letnih časih, a ne? Ja, jaz bi rekla, da je treba tudi to malo spreminjati, a ne. Se pravi, polet rabimo manj spanja, in ker je dan daljši, gremo lahko spat ob 23, a ne. Pozimi pa bi jaz rekla, da pojmo spat prej, vsaj ob 10, ne. Tudi jaz imam tudi s tem probleme, a ne. Se moram skozi zavestno ker ti si se držati na vrvici, da gremo po. Si rekla, da se vemo, da se ponoči, če imamo pač ohlajen živčni sistem, tvorijo pomlajevalni hormoni, a ne. In če smo mi naspidirani in bedimo do enih, pač ne bo nič. Bi kaj o pomlajevalnih hormonih, preden gremo naprej? Lahko, zdaj tako, a ne. Kako naj to povem? Naš živčni sistem je tako oziroma ne, naše telo je tako narejeno, da ima vse mehanizme v sebi. Se pravi, če bi mi sam poznali ta dnevni cikel, a ne, 24-urni cikel, cirkadialni cikel se mu tudi reče, to je naša bioritemska ura. To bi se mi mogli v šoli naučiti. Zaradi tega, ker otroci se rodimo s tem ciklom. Vsako živo bitje ima ta cikel. In vemo, da živali živijo po tem ciklu. Mi, ko smo prišli v ta modern svet, imamo čedalje manj živimo po tem ciklu, a ne. In če bi mi vedeli, kako naši notranji organi delujejo, kako naša energija poteka, a ne, potem bi se tudi znali uporabljati in bi delali prave stvari. Včasih so ljudje živeli tako in so delali prave stvari. In zdaj, če mi zvečer ne znamo sebe umiriti, a ne, pa umiriti ne pomeni to, da gremo pred TV ekran, a ne, to je spet ta svetloba, ki nam prižiga na živčni sistem, mi ga moramo ugasniti, a ne, se pravi, mi bi mogli izklopiti stvari in mogoče knjigo brati, a ne, da se umirimo. In s tem, ko se mi umirimo, se prižge naš trodelni grelec. To je en tak sistem v telesu, a ne, ki spusti vročo energijo iz glave, ker smo bili cel dan v možganih, jo začne spuščati dol. Tukaj v naših reproduktivnih organih je pa hlad, a ne, in ta energija se mora pa dvigati. To je tak sistem, se dvigne in ko se združita, a ne, se potem, kako ne rečem, se tako ena para zgodi. A veš, kaj si predstavljali,
vodo, neko jezero, pa ko sonce gor posije, pa se gre kar tako meglica, parice. In potem to začne ohlajati tako gor našo glavo, naš živčni sistem in se prižge parasimpatični živčni sistem, ki zniža temperaturo telesa, zato da se lahko melatonin zvečer prižge. Melatonin je ta hormon za dobro spanje in pa tudi nas varuje pred rakom, je tako največji antioksidant. In on je pol pogoj, da se lahko rastni hormon malo kasneje vključi. Rastni hormon je pa to, da smo mi fit, da ni vse viseče, da ni vse povešano, pač, da imamo dobro kožo, čvrsto telo. To je pa rastni hormon, ampak njega ne bo, če se melatonin prej ni vključil, če se sistem v bistvu je parasimpatik odgovoren za obnovo. Tako. In tega ni v šoli. To so dejstva, simpatični, parasimpatični, ampak tako. Ni pa z tega vidika. In tudi ne vemo, zakaj bi mogli zajtrk jesti. Če bi poznali to bioritemsko uro, bi vedeli, da zajtrk je pač najbolj pomemben. Povej, ker to je tudi ena taka ura, ki je ful pomembna. Pač od 7 do 9 je čas želodca. To pomeni, da takrat je naš želodec najbolj aktiven in bojo vse snovi najboljše absorbirane. In če mi takrat damo telesu pravo energijo z dobro hrano, tudi nastavimo naše telo za cel dan, da ne bomo potem pa junk food jedli, ker nam bo hitro energija zmanjkala, pa telo rabi takoj cukor. Pa ne moš ti reči, si bom jaz en zdrav obrok naredila. Ja ne, tam boš šla poln cukor, neko čokolado hitro, samo da dobiš energijo. Se pravi, ti svetuješ vedno zajtrk? Ja. Zdaj, kdaj je zajtrk, ne bom rekla, da moš točno tukaj ga jesti, mogoče ima kdo pa kasneje, tudi še 2 uri kasneje je okej, pač je brunch. Odvisno je, kdaj vstaneš, odvisno je od življenjskega stila, ampak se mi zdi, da pač dopoldan mora biti najbolj kvaliteten obrok. Sam se mi zdi, da se res pozna, da si res nastaviš neko osnovo, tudi kak boš jedel čez dan. In da je to ful pomemben. Pol je pa še en zelo pomemben čas, sploh za nas ženske, to je pa ta ura od 5 do 7, ko je čas ledvic. Ledvice, če bi vedeli, na kaj vplivajo, so naš reproduktivni sistem, naši hormoni. Se pravi, so v bistvu najbolj pomembne, so naša življenjska energija in one pač ne prenesejo stresa. Se pravi, mi bi se mogli tukaj začeti ugaševati, ne pa da še naprej šopamo. Pa delamo. Tako da, če želimo obnoviti svoje hormone, moramo paziti, kaj delamo od 5 ure. Ampak veš, kaj mi je všeč? Ker so to take malenkosti, ki jih lahko komot vključiš. Seveda. Sam pač nekdo ti jih mora povedati. In ta cikel dnevni, ker ga mi ne ponotranjimo, ker ga ne otelesimo, ker ga ne živimo, nam povzroča toliko nekih problemov, bolezni, da nismo zdravi. In potem bo tudi ta cikel vplival na naš mesečni cikel, ki bo pol prišel. In če se že tega cikla nismo naučili. A je kakšna prioriteta med temi cikli? Ta dnevni je osnova, zato ker vpliva na naš mesečni cikel. Recimo mi v zimi naj bi počivale. Ampak v zimi, če imamo v zimi svojo notranjo poletje ali pa pomlad, a veš, kaj mislim, bomo bolj prižgane. Se pravi, misliš, če imamo v mesečnem ciklu svojo poletje, pa da smo v letnem ciklu v zimi. Okej, greva tako. Ali pa kontra, a veš. Se pravi, če smo mi, zdaj je poletje. Ok, pa naj bo zdaj poletje, mi smo pa v zimi. Jaz ne morem biti ful naspidirana, če je poletje in če se energija tudi sicer dviguje, če sem jaz v svoji zimi. Ok. To je ziher pol ta notranji mehanizem bolj pomemben. Se pravi, če je zdaj, tako kot je zdaj poletje, pa če imaš ti zdaj menstruacijo, zimo, svojo zimo notranjo, boš še vedno imela več energije, kakor jo boš pa imela, ko bo odzunaj zima, pa boš ti tudi v zimi. Takrat boš pa pa sam še deka, pa kozi, pa čaj, pa čaj, pa tema,
a ne. Zdaj ne boš tako, zdaj boš še vedno, se boš malo bolj na easy, boš bolj počivala, ne bo te zebala, ne boš rabila verjetno deke, a ne, že vse je drugače. Pa pozimi boš rabila še ful več tople hrane, take res močne. Zdaj rabiš toplo hrano, ampak je lahko tudi bolj lahkotna, a ne, če je poletje. Odzunaj. Okay, to je bilo malo vmes. Ja, zdaj so malo razpršile. Malo so razpršile, ampak jaz bi vseeno šla, a veš, rekli sva letni, a ne, da je fajn, da ga upoštevamo, da v bistvu po zimi se upočasnimo, da ni pa spomladanske utrujenosti in tako. Pri teh sva omenile, tako kot si ti nam omenila, čas za zajtrk in to je dnevni čas ledvic, a ne. Pa vseeno bom se zdaj tle ustavila, čeprav sva midve čist še kar na začetku. Za zajtrk, kaj predlagaš? To sem jaz tebe enkrat že spraševala. Ja, jaz vedno pravim, da mora biti zajtrk polnovreden. Zdaj, vedno morajo biti beljakovine. Ti nisi sam za smutije? Ne. Okay, mislim, lahko je tudi smuti, se damo tudi v smuti lahko beljakovine. Ja, razumem. Ampak smuti je spet, to je bolj poletno. Ja, absolutno. Ker je bolj presno, tako, to je bolj poletno. Smutijev po zimglih ne želimo. Ampak tudi v smuti mi si damo lahko vse noter, oreščke, spirulino, a ne, vse lahko dobimo noter. Drugače pa ja, veliko ljudi ima tudi potrebo, da je zajtrk sladek. A ne, tako da jaz ne vem, kadar imam potrebo po sladkem zajtrku, si veliko naredim bananine palačinke, a ne, jajce, zmešam z banano, dodam čija semena, spečem na ful veliko masla, potem dodam veliko navadno maslo. Maslo, ja, maslo. To je super. Ja, veš, to jaz ne jem. Jaz maslo kar jem. Jaz to nič ne jem, če je to živalskega izvora. Ja. Mislim, tudi jajc ne. Ja, moraš zelo paziti, da dobiš beljakovine, ker beljakovine so res pomembne in sploh zdaj, ko gremo v drug prehod, so res pomembne, ker pač gradijo vse, a ne. Tako da ja, dam veliko jogurta, polnomastnega, ker mora biti maščobe, pa sadje, a ne, dam borovnice, ali pa zdaj, kar je pač, a ne, maline. Ok, zdaj si dva zajtrka omenila. So bile palačinke, en je bil pa jogurt pa sadje, recimo. Ne, to je skupaj. Aha, ti imaš palačinke, pa zraven še jogurt, to je ena palačinka, dodaš 2 velike žlice jogurta zraven, da je bolj osveženo. Ja, dodaš sadje zraven in pol to tako skupaj, a veš, tako, ker to je taka bolj debela palačinka. Ok, razumem. Dobro, ne morem si veliko pomagati. Ali pa, veš, zato, ker ne jem pač jajca. Ja, jaz sem začela zdaj s kosmiči, pa tudi banano, pa da pretlačim. Pa bolj te namaze moraš tudi imeti, oreške, a ne, namaze iz oreškov. Tudi sama si zdaj delam kruhta iz semen samo, a veš, tako da... Ja, naslednjič bom imela tudi eno tle, ki bova govorili prav o prehrani. Aha, no super. Ja. Tako da, ok. Dnevni sva omenili, se pravi zajtrk pa vodno energijo, ta čas ledvic. In da je pomembno, da se umirimo. Spanje je tako temelj. Spanje je temelj vsega. Ja, tukaj začnemo graditi. Ja. Se v bistvu itak, to nam tudi naše počutje pove, ne. Jaz sem recimo včeraj gledala tekmo do polnoči, potem je bila ura že skoraj 1, ker še nisem zaspala, mož je šel ob 4 v Pariz, jaz nisem nadspala. To se meni pozna tako miselno, da mi gre vse bolj počasi, na koži, vse ni ok, a ne. Ok, in zdaj, če greva na mesečni cikel, pa bi se čistko malo sprehodile, sploh ne vem, kako se naj to sprehodva. Da greva kar skozi letne čase. Ok, se pravi, mi imamo tudi skozi cikel, se pravi, smo ciklične in imamo drugačno gorivo, si ti rekla. Se pravi, nas fura estrogen in pa progesteron in imamo tudi skozi mesec 5 prestav. Ful si slikovito povedala, kdaj je treba zabremzati, prestaviti in tako na tem predavanju. In
Mogoče greva res tako po fazah, se pravi, prva faza, folikularna, če se ne motim, smo mi v času pomladi, Tako. a ne? Pa malo povej. Ja, se pravi, letni, ko ženske pridemo iz punčke pač v žensko, dobimo še ta cikel, ki ga imamo pa samo mi, nihče drug. In enako, da si lažje predstavljamo, lahko pač ta letni cikel, pomlad, poletje, jesen, zima, prenesemo v svoj mesečni cikel, ko pogledamo svojo hormonsko sliko. Zelo pomembno je, da poznamo svojo hormonsko sliko. In ko jo pogledamo, smo imeli na predavanju, pri tebi, smo videli, da to zelo niha skozi mesec. In če naši hormoni zelo nihajo, to pomeni, da tudi naša energija niha, naš imunski sistem niha, naši možgani se spremenijo, enkrat so analitični, drugič so bolj čustveni, potem pa sprašujemo, kaj se mi dogaja. Naš metabolizem se spremeni in ja, se pravi, dobimo drugačno gorivo, kot smo ga prej imeli. Imamo še vedno tudi gorivo, pač ta 24-urni cikel, ampak zdaj pa dobimo mi tukaj estrogen, progesteron, FSH hormon, LH hormon za jajčka, in mi dobimo nek nov program. Se pravi, naš program postane, da mi jajček gradimo, da mi jajček oplodimo, in da se ta jajček ugnezdi. To je potem naš nov program, ki ga imamo samo ženske. In tako tudi naši hormoni, glede na to, nihajo. In zdaj smo po energiji, recimo. Ja, greva zdaj tako, se pravi, takoj po menstruaciji, menstruacija bo nazadnje. Takoj po menstruaciji mi pridemo v pomlad. Takrat se zgodi, da pač hormoni začnejo rasti, estrogen se začne dvigovati, testosteron, kar pomeni, da mi dobivamo energijo. Se pravi, kar naenkrat, tako kot spomlad rečemo po zimi, kako je fajn, če nismo izčrpane. Ja. In tudi najbolj smo podobne moškim, ne? Tako, in po energiji ja. smo v bistvu najbolj pašemo v ta sistem linearni. Zato, ker tukaj imamo ful energije, imamo fokus, imamo mentalno jasnost, smo zelo analitične, tukaj lahko res planiramo, imamo te super moči, imamo vizijo, lahko planiramo, lahko se številkami ukvarjamo, lahko smo multitasking, lahko delamo ful različnih stvari, lahko se damo pod stres, lahko res tako. In ja, podobne smo moški in tudi naša komunikacija je tukaj tudi zelo taka, da jo vsi lahko razumejo. Tako da, tukaj smo odporne na stres, tako da tukaj res lahko gremo tudi čez sebe, nič hudega. In tudi tukaj je zelo pomemben, če se mi zavedamo teh super moči, bomo zdaj tukaj si dali pač največ stvari. Se bomo družili z ljudmi, bomo komunicirali. In tudi tukaj, recimo, ker velikokrat tudi diet ne razumemo. Zakaj diete za nas ne delujejo? Zato, ker ne morejo, ker so narejene za tiste, ki imajo samo ta dnevni cikel. In zdaj, če bi kakšna ženska želela pač izgubiti kilograme, je to odličen čas, da gremo na dieto. Zaradi tega, ker jaz vedno rečem, da tukaj to sem pozabila reči, da smo teh 5 prestav, lahko rečemo tudi, da smo 5 različnih žensk v sebi, 5 različnih energij. In te energije moramo mi razumeti in jih živeti skozi mesec, zato ker vsaka ta energija oziroma ženska v nas želi, da ji mi damo pozornost. Ker če ji ne damo, bo ena ugasnjena, pa bo skakala ven, druga bo pa, ena bo preveč požgana, druga bo preveč ugasnjena, pa bo tlačena. In tukaj je v bistvu ta čas, da ta ženska, pomladna ženska v nas si želi izzive, ona hoče izzive. Tako da mi tukaj lahko damo, greš na dieto in se jo bo z lahkoto držala. In vadbe. Ja, in tukaj si daš lahko vadbe, težje vadbe, kjer se prešvicaš, kjer te še malo, tako kot imamo zelo rade, da nas kakšen še malo, dej še malo zdrž. Tako da tukaj to lahko počnemo. Tukaj pač, ker smo hormonsko podprte, naše telo ne rabi toliko hrane, in komot jemo zelenjavo, lažjo hrano, beljakovine, ne rabimo nekih ogljikovih hidratov, tako da lahka hrana. Tako da tukaj smo zelo easy to go.
a ne. Ja, In ja. potem gremo počasi do ovulacije, se pravi, naša energija skozi raste do ovulacije. Se pravi, če raste, ja, to sam, juhu, ne, mi smo Spet naprej. Se mi pravi, smo wow. energija vizije, supermoč je vizija, Ja, recimo v tako, prvi, in planiranje. potem je pa supermoč tudi samozavest, magnetična. Ja, v ovulaciji, a ne, pa pridemo na višek, a ne, tako kot je zdaj ta poletna energija, to je pa višek, a ne, tukaj smo pa mi magnetična ženska se prežge v nas, lahko, če ni zgorela. Ja. In tukaj imamo supermoč to, da smo mi lahko vidne, da imamo ta magnetizem. A veš, kaj ti, če nimaš magnetizma, ne boš vidna, ti imaš lahko še toliko talentov, pa če jih želiš deliti s svetom, te noben ne bo videl pa slišal. A ne? In tukaj res lahko izkoristimo ta čas, da snemamo videe, da delamo nek, kako ne rečem, timsko delo, da imamo predavanja, da delimo svoje ideje. Tukaj nas bojo tudi vsi najrajši imeli, a nekaj smo zelo nezakomplicirane, zato ker pač imamo toliko teh hormonov. In tukaj, a ne, je narava, je naš program oploditev. V naravi je pomembno samo to, da se mi oplodimo. In to pomeni, da nam narava da rožnata očala. Se pravi, tukaj mi svet vidimo ful lepši, kakor je v resnici. Nam ne grejo na živce. Ne, nam noben ne gre na živce. Mi smo the best. In tudi, če se hočemo karkoli s kom malo bolj resno pogovoriti, nas bo tukaj najbolj razumeli, tako najbolj se bomo ujeli. Če želimo povišico, je tukaj, tukaj gremo do šefa. Če želimo pač, ne vem, karkoli doseči, tukaj zelo. Tudi moškemu najbolj dišimo tukaj, zato ker so ti feromoni najbolj prižgani. In najlepša je koža in najlepša koža, najlepša smo. Tako da to je res čas, da se pokažemo, ker imamo tudi to samozavest, pa počutimo se tako seksi pa magnetične. In tukaj nam je tako res vse wow. In tudi velikokrat se zgodi, da nas stvari ne motijo. Se pravi, če se z nekom skregamo, rečemo, pa ja, pa sej, okej, vse je v redu, pozabljeno. Ali pa je stanovanje razmetano, pa okej, bom pobrala, vse mi gre na živce, ampak vse je okej. Tukaj je to še okej, do naslednje faze, ko bo pa ekonomlonc počel. Tukaj imamo ta rožnata očala, ko vidimo svet drugače, in tukaj smo tako ful zavarovane od narave, ker narava nas želi zaščititi. Ja, se pravi, narava hoče, da se mi oplodimo, se pravi, nam bo dala dober imunski sistem, nam bo dala dobro odpornost na stres, nam bo dala kaj še, vse v superlativih. Tako da tukaj lahko tudi če jemo napačno hrano, nas ne bo mogoče glava bolela naslednji dan, ali pa tukaj lahko tudi kofein nam ne bo toliko škodoval, ker kofein nam v drugih delih cikla ni. Res? No vidiš, za kavo sem te pa pozabila. Ja, no ti zdaj povem, pač v ovulaciji... Ti si kafetarca? Ne, jaz sem skenslala kavo, jaz sem mača. Aha, ti si mača. Ja, jaz sem mača latte. Jaz sem pa na nekem, mislim, zdaj sem v obdobju kave, jaz imam pa tako, veš, 2 meseca ne pijem, pa imam nekaj, mislim, da moram biti budna in pijem par dni. Drugače sem pa tudi na kakav, pa... Kakav je super. Pa ena gobica noter. To je super. Ja, ja. To je super. Okej, se pravi, pa smo pa že zdaj, gremo pa v svojo jesen. Ja. Tako da ta del cikla, ko je energija rastla, v bistvu ta svet najbolj obožuje. Mislim, tukaj nas imajo, svet ceni samo te 2 faze. In tudi me pri sebi se mi zdi... Tudi me smo obrnjene navzven. Ja, obrnjene smo navzven in tudi me se mi zdi, da cenimo samo te 2 faze. Nočemo iti v umne faze, tako se mi zdi. In tudi pač, vsi pa hoče, da smo skozi produktivne. Ampak, vse se enkrat obrne tudi navzdol. Ja, in ti si tako ful dobro rekla, v bistvu hormoni začnejo padati in me pademo na glavo. Čustveno in energetsko. Ni pa treba. Ni treba. Sej, to je ta PMS, ker smo itak mislili, da je to normalno, pa v bistvu, če ne delamo proti sebi, ni treba, da je tako. Ne. PMS sploh ne bi ga smeli imeti. PMS je tukaj zato, da nas opozarja. In je v bistvu vedno rečeš, si tukaj, prijateljica moja, kaj mi želiš povedati? Ok, moram pogledati, kaj sem narobe počela, pa kaj zdaj narobe počnem, da se je oglasila.
pač. In ja, tukaj pridemo v jesen, a ne, in tako kot gre pač v jeseni, v letnem času energija dol, gre tudi tukaj, a ne, zgubimo pač to hormonsko podporo. Ampak zakaj se to zgodi? Zato, ker, a ne, tukaj bi se naš jajček mogel gnezditi. To pomeni, da se moramo mi malo ustaviti, ker če samo šopamo, se ne more. A ne? In zato je zdaj pač v bistvu zgubimo to odpornost na stres, ne, nam pade. Tukaj je v bistvu ful lepo vidna ta kombinacija narava in kako bi naj bilo oziroma, a ne? Tako. A ne, in tudi, če pogledamo, kaj mi delamo jeseni, a ne, zbiramo ozimnico. A ne, zbiramo ozimnico. In tudi tukaj, ker nimamo več hormonske podpore, moramo mi svoje telo podpreti, mi moramo pomagati. To pomeni, da moramo zmanjšati stres, a ne, da moramo več počivati in da moramo svoje delovanje spremeniti, ker tukaj se je tudi, naši možgani so se tule obrnili, se pravi, iz analitičnih možganov so se zdaj vklopili čustveni. In zdaj, narava nikoli ni nasramna, da bi nas pustila, da bomo mi strmoglavlje na glavo, ne, zato nam je dala progesteron, ker progesteron je hormon dobrega počutja, a ne, da se dobro počutimo in da nismo preveč čustvene. Ampak, če mi ne stopimo na bremzo, se pravi, če ne damo v drugo prestavo, a ne, prej je bilo v redu, peta, četrta, zdaj, če tukaj ne damo v drugo prestavo, ker nimamo več hormonske odpornosti, bo kortizol, hormon stresa, pojedel progesteron. In potem bomo mi strmoglavili na glavo in potem bomo čutili vse krat 10, a ne, svoje čustva, ki smo jih potlačili prej, a ne, tisto, ki smo se nekaj skregale, pa smo rekli, vse je okej, to bo a ne, vse je to ekonom lonec, ki potem sami zbruhne. A ne, in mi vse, in pol čutimo vse in nam je grozen in seveda nam je pol ta del cikla grozljiv, se ga bojimo. Kdaj misliš, da smo bolj čustveno nestabilne, tle v jeseni ali v zimi? V jeseni. V jeseni je ta. Okay. In vedno je potem še en dan, ki je pa tako najbolj ki počeš, a ne, in to je ponavadi, ali je 20., 21. ali pa, ne, tako je, 21., 22. ali pa 23. dan je ponavadi en dan, a ne, pri nas, ki pa res imamo, ki vsi bežijo od nas. Ne, tako da je fajn, da najdemo ta dan, kjer je. Zakaj? Da zbežijo? Da jih opozorimo. In tako da tukaj, a ne, moramo paziti, jaz tukaj rečem, kaj so pač naše supermoči. Svoje delovanje moramo spremeniti in tukaj so naše supermoči negovanje, da se negujemo, ker si moramo dati več podpore, in pa usmerjenost na detajle, se pravi, mi tukaj vidimo vse bolj jasno, a ne, ker če smo bile v svoji pomladi, zelo furjaste, zato ker milijon stvari počneš, naenkrat lahko narediš milijon napak. Tukaj pa pregledaš projekte, pregledaš pogodbe, nihče te ne more okrog prinesti, kar vidiš čez. A tle je ta intuicija? Ne, tukaj še ni. Aha, tle je kraljica. Zdaj smo, tukaj je ženska kraljica, a ne. In tukaj je kakor, da gledaš iz ene višje perspektive, če te hoče kdo kaj okrog prinesti, ali pa tako vidiš napake, a ne. In to je super čas, da se odklopiš od ljudi, ker tukaj nočeš ljudi, ja. Nočeš ljudi in delaš bolj stvari, a ne, tako pač to, pisarna, ne vem, zaključuješ projekt, ki si ga prej načrtovala, tukaj naredi zaključek. Okay. Kaj pa, če si, recimo, če smo take, da bi še od sebe zbežale? Mislim, jaz bi takrat od sebe zbežala. Ja. Mislim, vsaj prej, zdaj malo drugače gledam na to, ampak kaj bi ti tle svetovala, ne? Kako se, to je bilo tudi eno vprašanje, kako sprejeti ta čustva, ko greš ti v globino, kako v bistvu shendlati to, ker ti si že itak čustveno nestabilen in potem pridejo, kako se boš zdaj v tem času s sencami svojimi? Ja, tukaj pridejo sence, a ne, in bolj kakor manj, ko imamo progesterona, bolj, kakor smo še čez sebe, večje bojo te sence in znam biti res zelo srhljivo. Tako da jaz bi tukaj rekla, da je res pomembno pisanje dnevnika, zato ker te to nekako umiri in tudi tukaj nismo toliko racionalni. A veš, toliko smo v teh čustvih, da tukaj ne želimo nekaj reševati.
a ne. In je fajn, da si stvari zapišemo, svoje misli, svoje občutke, zato da pol, ko se bo naši možgani spremenili, da bomo znali to rešiti. A ne, ker tukaj dobimo to opozorilo, kaj ni okej. Se pravi, kaj skozi mesec ni bilo okej, kar moramo mi rešiti, da ne bomo v naslednji cikel to nesli. A ne? A spuščamo tle že? A veš, ko si rekla, da to je pa pol v zimi, Ana, da Ja. spuščamo. Ne, tukaj samo, da si zapišemo, zato da bomo to lahko pol v zimi racionalno pogledali in spustili. Aha, tam smo Ne. bolj racionalne. Ja, tam so možgani pol, a ne, tako ravnovesijo se. Tako da vidimo spet jasno, kle ne vidimo. Tako, glede, če nas posrka v to, ne bomo videli, smo v teh Prav tukaj čustvih. se v bistvu ne moramo pol glih kaj dosti s temi sencami ukvarjati. Mislim, Ne, mislim, ne. tukaj jih moramo opazovati, a ne biti z njimi, saj grozen, Ni ampak treba leteti stran, a ne? ne smemo leteti stran, zato je fajn, da si jih zapišemo, ker če bomo samo sedeli z njimi pa jih opazovali, bomo pozabili a ne, čez par dni, da si jih zapišemo. In že tudi to, kar pišemo, se mi zdi, da tudi to pomaga, a ne, da se nekako umiriš. In pol, ko pridem, a ne, ker pol v zimi bomo to racionalno pogledali in bomo rekli, okej, kaj jaz nisem razrešila, se pravi, kaj moram drugače narediti skozi ta cikel, ki je bil, pogledaš ta cikel, a ne, in rečeš, nisem razrešila tega, ne, in skregala sem se s tem pa tem človekom, moram to razrešiti, drugače bom to nesla spet v naslednji cikel, ne. Rečeš, okej, preveč sem se naprezala, nisem se ustavila, bom to v naslednjem ciklu drugače naredila, a ne. Zdaj, kaj lahko tukaj narediš, je to, da se začneš vseeno umirjati, da spustiš določene stvari, da daš ven stres, a ne, ker Zdaj si ti pri zimi že. ne, zdaj sem še okej, zdaj sem še pri jeseni. A veš, ker če mi tukaj spustimo malo stresa, bomo boljši, ker če bomo pa še naprej šli, bomo še bolj v čustvi. Ja, A ne, in si damo negovanje, tukaj si moramo dati negovanje. Pa kakšno knjigico pa to. Pa knjige, ja. Negovanje, da se ustaviš, zabremzaš in bo že to veliko pomagalo. Prosimo za pomoč. Tukaj si moramo predstavljati, tukaj se vklop kraljica v nas. Zdaj, to pomeni, da moramo mi res postati kraljica svoje energije. Zato, ker tukaj imamo samo še 40% energije. In zdaj, če bomo mi raztrosle v službi, ker bomo sprejeli, ker moramo domov, pa nam bojo dali še en kup, a ne, da moramo nekaj narediti, ali pa še en projekt, če nimamo te kraljice vse ozaveščene, da rečemo, jaz sem danes dala svojih toliko procentov, koliko je bilo za službo, ker moraš teh 40% razdeliti energije. In ko to rečeš iz samospoštovanja, ne, to danes ne bom, lahko to jutri naredim. Ker to rečeš samozavestjo in iz samospoštovanja, bojo vsi to čisto v redu sprejeli in takrat dobimo tudi ženske spoštovanje. Ker noben te ne bo spoštoval, če ti bo dajal še to naredi, ti boš pa okej, noben te ne bo spoštoval, samo še bolj te bojo izkoriščali. Ne? Ti moraš pa vedeti, da imaš določeno energijo za posel, določeno energijo rabiš pa še, ko prideš domov, za otroke, za moža, da ne boš potem pa na njih se tam drla, pa boš Meni je itak ta razvalina. ta energija kraljice se me ful dotaknila, da v bistvu koliko smo koliko nam je premalo pomembna naša energija. Tako. Ne? In to na prvem mestu, to pač misliš, da je kar nekaj na prvem mestu. Ja, ne, ni. Ne, ker če imaš ti svojo energijo, okej, ti boš z vsemi okej. Ja. Ali pa si pol ti reče, da si histerična. Ja. Ne? In pol vsi trpijo okrog nas, a ne? In tukaj velikokrat tudi zelo, kadar nismo čustveno okej, ranimo z besedami, tukaj lahko zelo prizadenemo z besedami. Pa tudi v bistvu se mi zdi, da je prav, da mislim, jaz res v mojem času, moj bog, ne veš, kaj govorim. Jaz zadnjo leto sem začela to poslušati. Jaz sploh nisem prej tega ozaveščala, oziroma in jaz sem mislila, da
Jaz ne vem, kaj je z mano. Jaz danes ne morem iti v trgovino, ne morem nobenega srečati. A veš? Sploh ne veš, misliš, se ti dogaja? okej, s Ja. tabo okej, a In ne? pol se skozi si govorimo, da je z nami nekaj narobe in se obsojamo. Ne? Ampak če pa imamo to zavedanje, je pa to naša moč, je pa cikel naša moč in samo spremeniti moramo način delovanja, kako delujemo. Samo to. In tukaj pač v tem delu cikla delaš malo druge stvari, pa več ene odstraneš, kar res niso tako nujne. In ti nič ne rabiš več gledati, kdaj bo to od 20 Ma ne, dneva. Ti to vse čutiš. to se ponotranji. Mislim, tako pač kar gre pol, utelesiš to nekako. Se včasih malo pogledamo, kdaj že bo, mislim, kdaj točno bo menstruacija, pa to, ampak drugače pa vem. Pač zdaj že toliko čutim to. Tako se mi zdi, a veš, kaj zdaj se ful govori o tem biohacking, da shekaš svoje telo. Tako se mi zdi, da sem zdaj ta cikel svoj ful dober. Ja, da ga zdaj res poznam, to meni pomeni, da sem ga utelesila. A ne, ko ti utelesiš, s tem živiš in čutiš vse. Ne? Ampak zdaj bom šla pa spet v novo obdobje, ko v bistvu nimam pojma. A že kaj raziskuješ to novo obdobje? Seveda. Zdaj sem rekla, zdaj se mi pa že mudi. Pa ne, pa se ti, mislim, ti imaš še par let časa. Ja, nikoli ne veš. Dober, nikoli ne veš. Ne veš, ampak čutim, ker itak ta perimenopavza, pač to obdobje pred, je lahko že 10 let prej, ker se začne dogajati nihanja hormonov. In čutim, da pač nisem v tistem ravnovesju, ki vem, da sem bila, ker ne moram biti, ker se pač stvari spreminjajo, hormoni grejo vse dol. In mi je tako, se mi zdi, da grem spet v neko puberteto, ki mi ni všeč. In sem rekla, zdaj pa moram jaz to pripraviti se, zato da bom res vedela, kaj početi. Pa že že kaj, boš imela kako predavanje? Ja, bom, to se mi mudi. Ja. Zdaj se mi samo tako zdi, da sem dolžna še narediti en tak kratek programček za cikličnost. Pol pa grem na to drugo obdobje, ker je tudi zelo rada nadaljevala s kakšnimi predavanji, tako da veš. Ja, nujno. Ker to pa res se mi zdi, da so pa ženske v tem obdobju pa potem čisto prepuščene same sebi. Zato, ker se daje v raziskave za vse mogoče stvari, samo za to pač drugo pomlad menopavzo, je pa zelo malo raziskav in se tudi ne govori, čeprav se zdaj bo začelo čedalje več govoriti o tem, ker se mi zdi, da prehajamo neke te generacije, ki pa bomo to pač delili. Ok, zimo še malo. Ja, zdaj imamo pa zimo. Veš, kaj sem še pozabila povedati, jesen, pač ta kraljica, je samo še to pomemben, da povem prehrano. To je ful pomemben. To je več, a ne? Ker sem rekla prej, da je prvi del cikla, lahko gremo na diete. Tukaj se dieta konča. Če smo bili na dieti, jo zdaj končamo in zdaj jo samo držimo. Tukaj, ker nimamo hormonske podpore, moramo imeti telo podpreti. In tukaj mi rabimo od 100 do 300 kalorij več. Naše telo več rab, za podporo. Moramo več telesu dati. In tukaj pa naše telo... Ampak tega nismo nikoli... Ne, a veš. Saj zato pa padamo na dietah. Zato smo pa spet redno, pa se imamo spet za luzerke, kao spet mi ni uspel. Samo zaradi tega. Prvi del cikla zgubljaš, drugi del cikla vzdržuješ. Spet pol. Zgubljaš, vzdržuješ in tako prideš do svoje idealne teže, in da ti ostane, ne da imaš pol roller coaster, ki jo še več dobiš nazaj. Tako da tukaj spet rabimo maščobe, ogljikove beljakovine in nujno moramo dodati ogljikove hidrate v obliki žit. Tam prej ne rabimo. Tukaj pa rabimo ta žita. Seveda ogljikovi hidrati, ki niso prečiščeni, o tem govorim, ki ne dvigujejo krvnega sladkorja, ker če si dvigujemo krvni sladkor, bomo spet šle dol čustveno in to. To nam vse pač povzroča ta nihanja. Tako da tukaj si moramo dati, spet je kraljica. Kaj, kraljici ne moš reči, da bo na dieti. Ja. Ona bo rekla, ti me naš nič vzela, jaz ti bom vrnila, bom shranila maščobe. Ona dela ozimnico. Zato mora ona čutiti obilje. Jaz govorim obilje o dobri hrani. Ker če bomo tukaj stradale, bomo imele
najslabšo hrano bomo pa jedle, največ cukra bomo pojedle, se ne bomo maščevala. Tako kot zjutraj, ne, ko je nastavljeno. Ja, tako. In tudi vadbe, se pravi, če vemo, da nam energija pada, da hormoni padajo, tukaj ni več za neke intenzivne vadbe, ampak gremo na jogo, pilates, qigong, neke bolj nežne vadbe. Teka ne bi jaz tukaj dala, tek je hitra hoja. Hitra hoja, sprehodi po naravi. Mislim, kaj misliš, da lahko s tekom, da ti skozi si navajen teči vsak drug dan, na primer? Potem teče zjutraj, ne popoldne. Ker čas ledvic te izčrpava. Zjutraj je prav, da je dvignen kortizol, in vsak tek pač ti dviguje stresni hormona. Se pravi, popoldne ne tečeš. Dober. Če že moraš. A sva že v zimi? Zdaj pa greva v zimo. Sva že časa dolge. Ko pridemo v zimo, to pa pomeni, da se mora zgoditi pauza. Mi si moramo vzeti pauzo in počitek, zato ker zdaj smo pa padle na 20% naše baterije. In pač, treba je počivati. In pol veliko ženskam, ko se pogovarjamo, pa reče, kako, če pa imamo vsak dan je isto, jaz moram vsak dan isto delati. Ja, ampak še vedno lahko nekaj spremenimo. Če imamo možnost, vzamemo prost dan, takrat, ko je pač največja krvavitev, ko največ energije izgubljamo, vzamemo frej. Če te možnosti ni, smo v službi malo bolj, si ne vzamemo kakšnih projektov takih, da nas bojo pod stres dajala. Če le lahko malo spustimo, si vzamemo malo več frej in ko pridemo domov, gremo počivati. In povemo, in zelo pomembno je, da družina ve, kdaj smo mi v menstruaciji, in da jim povemo, da smo brez energije, da se rabimo polniti, da ne oni malo prevzamejo skrb za nas, pa skrb za, karkoli že moramo mi drugače delati, da nas oni malo pocrkljajo. In tako iz mojih izkušenj je to tako ful dobro deluje. Ampak velikrat pa smo mi tiste, ki mislimo, nadzor hočemo imeti, pa kontrolo. Mislimo, da moramo, ne da bo kaj narobe, če bomo, ampak ta nadzor moramo spustiti in si začeti dovoliti. In jaz sem tako začela zdaj spuščati, jaz sem ful tako control freak, in sem začela spuščati nadzor. In če sem jaz gor v spalnici in pride moj sin glih domov, meni ni treba tisto sekundo dol leteti, Tako, A veš, to tako malo sem začela. Vse to je to ozaveščanje, počasi delamo spremembe, ampak če mi vemo, zakaj rabimo ta počitek, zato ker zgubljamo kri, zgubljamo energijo, tukaj si moramo dati največ negovanja, zgubljamo toploto, tukaj je najbolj mrzel del časa, tudi v našem telesu, rabimo termofor, tukaj ni presne hrane. Topla hrana, močna hrana, zato da kri treba zgraditi na novo, energijo dobiti. Tako da tukaj se moramo tako res podpreti s počitkom, več spanja rabimo, prej moramo iti spat. In zakaj? Zato, ker bomo pol spomladi, v času naše pomladi, bomo spet polni energije in bomo vse za nazaj nadoknadili. Vseh teh 3 dni, ko smo počivali, bomo nadoknadili. Ker drugače, če tukaj ne bomo počivali, se bomo vlekli čez cel mesec in ne bomo produktivne. In bomo pol manj naredile. In bomo bolane in slabo se bomo počutile. In se mi zdi, da je ful te izgorelosti, tudi zaradi tega, ker se izčrpavamo v tistem delu tedna, meseca, pač, ko bi. In če pogledaš naša menstruacija čas zime, to pripada ledvicam. Letni čas zime so ledvice. To vse so v bistvu ta zima, z njo imamo mi problem. Ker hočemo skozi akcija. Zdaj smo prišli do konca cikla. Tle smo čarobnice, ne? Tukaj imamo pa to čarobno, intuitivno energijo. To sem še pozabila. Tukaj je naša super moč, intuitivnost. Pa tudi to, kar sva prej rekle, kako ne rečem, ne kot analiziranje, ampak to je zelo pomembno, da zaključimo svoj cikel. Z menstruacijo zaključimo cikel. In tukaj je pomembno zdaj, pogledamo dnevnik, ki smo se zapisali v svoji jeseni od kraljice,
Kaj moramo razrešiti, da pogledamo cel cikel nazaj, kako je potekel, da se zavedamo, koliko smo naredili, da vemo, da lahko zdaj počivamo, ker vidimo, kaj smo vse naredili. In hkrati, da ozavestimo, kaj mora odpadati, kaj mogoče v naši službi ne štimajo, moramo zamenjati, kjer ljudi moramo mogoče odstraniti, ki nam pijo energijo. Skratka, pogledamo, kaj je v tem ciklu, zato da ne bomo to nesli v naslednji cikel. In vsak cikel je priložnost za rast. In mi imamo v življenju od 350 do 400 ciklov. In zdaj si predstavljaj, koliko priložnosti za rast je to, koliko lahko z vsakim mesecem zrasteš, ali pa ne. Ali pa ostaneš tam. Ali pa začneš tako, kot jaz zadnjo leto loviti tiste par let. Ampak, veš, pomembno pa je, da ga zdaj ozavestaš, zato da ga boš znala živeti, tudi ko ga ne bo več. Ok, bova še to povedala. Kako, v bistvu, a je to po kitajski medicini ali kako, da imamo še vedno v času, ko gremo v menopavzo, oziroma drugo pomlad, da je prav, da živimo ciklično. Kako, če mi ne čutimo tega, a čutimo? Ne čutimo toliko več, ampak če smo jo prej, zato pa jaz rečem, da je pomemben jo prej že zaživeti, da jo začutiš, ker jo boš zdaj znala nekako še vedno implementirati in potem se bo začela orientirati po luni, boš luni sledila in boš še vedno igrala teh 5 žensk znotraj sebe in boš tako delovala. Zakaj bom luni sledila? Zato, ker luna vedno vpliva na nas cikel. Včasih so bile ženske, ko ni bilo toliko umetne svetlobe, ko so ženske živele povezane z naravo, je bil cikel sinhroniziran z luninim ciklom. 28-dnevni cikel. In tudi ženske so v bistvu vse menstruirale skupaj. So se zbirale v rdečih šotorih, kjer so ozaveščale in delile svoje zgodbe in rasle skupaj. In zdaj gremo kaj v to smer? Ja, jaz mislim, da ja. Mislim, da je čedalje več žensk. Ne, tudi se mi zdi, da je čedalje več žensk, ki imajo kakšne delavnice na to temo. Tako, točno to. Ja. Zdaj to znanje, pač za vse to tehnologijo je pa zaradi tega fajn. Ker kar naenkrat je pa ta svet ratal manjši in je kar naenkrat so stvari na voljo. Prej, da si izvedel te stvari, si mogel ne vem kam potovati, nekaj. Zdaj pač je to na voljo zelo tako. Se pravi, da je fino, kaj pa po menopavzi? Se po menopavzi govorim. Prideš v menopavzo, zgubiš cikel in takrat začneš ti živeti. Še vedno živiš ciklično, po luni se ravnaš. In s tem v bistvu telesu daješ informacijo, da si ti še vedno v ciklu in to te bo vzdrževalo v tvoji sočnosti. Ja, povej mi, kaj je to sočnost. To ti velikokrat rečeš. Kaj ti misliš s tem v bistvu? Sočnost je zame, da smo mi poravnane da so naši hormoni poravnani. Ker sočnost nam daje, ko so naši hormoni te naše vode. Jaz si hormone predstavljam, mi smo ženska energija. In jaz si naše hormone predstavljam kot voda. In zdaj, če smo mi samo v akciji, v stresu, se mi sušimo. In tudi vidiš ženske. Te, ki so najbolj, so posušene. In v obraz, to je vse stisnen, kar vleče jih skupaj, ali se vse povez, telo izgleda tako starikavo. Zato, ker nas ta stres toliko suši. In tudi jaz, kadar sem v stresu, čutim, da z mene srka sokove. Se pravi, ko smo mi mehke, sproščene v ženski energiji, takrat so ti naši sokovi, kaj ne rečem, se nabirajo v nas. Smo polne teh vod. Ja, ti si že zdaj lepo. In hormonski sistem je pač ta naša voda. Dokler imamo mi dosti vode v sebi, toliko časa smo mi mlade. Ta naš živčni sistem je pa v bistvu kot elektrika, ki rab vodo, da deluje. A veš, da ti moraš to učiti?
Ja. Ti moraš Se to uči. učiti, to je tvoje. Mislim, Ja. itak, da učiš, ampak Jaz sem tako mislim, da da morajo res vse ženske to zvedeti, ja. pa nekako to zavesta. In ti tako z tako strastjo to predajaš, da ne vem, no, ful dober. Ker meni je to ful zanimivo. Ja, Meni je to ful tako, dober. meni je to tako, wow, meni je naše telo tako fascinantno. Jaz tako res pravim, to je res nekaj svetega. To je tako wow. A ne tudi, ko gledam, kako v šoli predstavijo zanositev ali pa naše spolne organe. Mislim, pa to bi mogli. A se kaj dogaja tako Ne, v šolskem sistemu. Nič, ne. 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 Pa se Nažalost. nikjer ne. Mislim, se niti v osnovni, niti v se nikjer v nobenem. Ja, A ampak veš. zato pa jaz pravim, da smo mame tiste, sploh te, ki imate hčerke, da se ve začnete zavedati, da te svoje svetosti, svojih jajčnikov, da jih vidimo iz svetosti, a ne, kaj naši jajčniki delajo, pa to je magic, kaj delajo, kaj je naša maternica, tudi energetsko, a ne, mi moramo biti povezane z njo, drugače smo samo v glavi, analitične, to nas suši. Če smo mi z maternico povezane, to nas polne, to dela sočnost, a ne. Tukaj je naša modrost, tule jo ni, pač v glavi ni modrosti. In v bistvu pa srce je tisto, se mi zdi, ki nas povezuje z našo dušico. Srce itak, vedno moramo imeti odprto srce. A veš, pa tudi vidiš ljudi danes, a ne. Vsi so tako, to ni odprto srce, ne moreš. To se ugasne. In tudi naše srce mora biti povezano z maternico, energija mora krožiti. Ker če ne, ja, pol to ni to. Kakšen program, ki bi konkretno te povezoval z maternico, si imela? Sem imela delavnice, ja. Aha, si imela delavnice, Ja, boš še kaj imela? To mene ful zanima. Ja, verjetno bom. Daj, no. Samo še ne vem, kdaj. Ja. A boš imela to samo v sklopu tistega letnega? Ne, po mojem bom tudi tako imela. Ker to se mi zdi pa, da ful tudi premalo. To mi gre bolj tako v zimo, veš. Zdaj imam bolj to magnetično. Okej, razumem, Pol zima mi je pa ta, veš, ka maternica je zelo ta počasna energija. Če hočeš ti do nje pridati, si moraš vzeti čas. Ja, ampak ko pravi kdo, povezuj se z maternico. Okej. Sam kako, ne? Z glavo razumeš. Kako? Ja. Mislim, bom imela tudi pozim bom imela, no. Zato, ker je ta čarobna ženska, ki je povezana, a ne, z pač. In če me počasi zaključva, ker se že menva in bi se že Ja, lej, za menopavzo boš prišla ekstra. Ja. Menopavzo, hormone, ker to je bilo tudi vprašanje, hormonska nadomestna terapija, kontracepcija, ne, to v bistvu. Jaz pač čutim, da to ni. To je tudi, to je po moje prav posebna tema. A ne, zelo težko je govoriti o naravni kontracepciji, dokler mi cikla ne ozavestimo, to pa ne gre tako. Ja, itak. In tudi danes obstajajo metode, ki so zelo varne, ki te naučijo, a ne, prav delati s svojim ciklom, to so prav metode. Se mi zdi še ena zelo pomembna stvar glede tabletk, a ne, tabletke pač naš cikel ustavijo, takrat moramo mi zelo paziti, da živimo svoj 24-urni cikel, tako kaj treba. Moramo pa tudi se zavedati, da moramo s tabletkami nehati vsaj 13 let pred menopavzo, zato da ima naše telo čas, da se uravna nazaj na svoj naravni cikel, ker če gremo mi pač s podrtim ciklom v menopavzo. In tudi moramo se zavedati, kaj tabletke, kaj so stranski učinki, a ne, in da to ni dobro nekaj dolgoročnega. Ja, se tudi ta Mirena, a ne, to ti tudi ugasne menstruacijo. Ja. In jaz sem, pred 15 leti, ne, 10, imela to in sem rekla, kako je fajn, ka nimam. O moj bog, Ja. kva je z mano zdaj, a veš? Ja.
Ne? In to še vedno mislim, ne vem, koliko so kaj tudi ginekologi odprti za te stvari, ampak meni je to tako, ni mi okej, no, da se ti usedeš prvič, punčka, mislim, ne punčka, pač mlada ženska in se kar vse napiše, a ne, Ja. ne vem. Ampak celotna naša medicina je nekako tako narejena. Ampak jaz verjamem, sploh zdaj, ko sem študirala pač ta coaching program, tam sem videla, koliko je zdravnikov, Aha, ki drugače razmišljajo in se ustvarja neka nova veja. V Ameriki je to že zelo prisotno. Se ustvarja nova veja integralne medicine, ki dejansko upošteva celotnega človeka, se pravi njegovo okolje, njegovo hrano, njegove hormone, skratka celotno gledajo na človeka. Bo pa verjetno to zelo povezano s financami. Ja, A ne? itak, Ampak itak. jaz pač mislim, ne vem, da ko mi zavestimo te svoje cikle, ko to znamo, ko jih razumemo, smo mi zmožni svoje zdravje vzdrževati. In tudi pol ne iščemo za vsako stvar rešitev pri zdravniku, ker pač pač nam težko dajo rešitev, a ne, moramo jo Ja. same najti. Ni rešitev v nekih receptih. Ja, ne, saj ne bova nič se Ja. dotikale sploh te Ja. teme, ker se strinjam, da more biti, določene stvari morajo biti, a ne, nekaj pa lahko mi sami, a ne. Jaz mislim, da najboljše je, da mamice začnejo delati na sebi s to svojo cikličnostjo, da so vzor svojim hčerkam in da že hčerke veliko tega dobijo, in potem, ko pridejo v prvo menstruacijo, da se jim naredi posvetitev v prehod, v novo obdobje življenja, da prejmejo modrosti. Mi smo nehali praznovati prehode. Prehodi so bili pomembni zato, da prejmeš modrosti. Prehod v žensko, v nosečnost, a ne. Včasih so ženske dobile modrosti od tet, babic, a ne. Neke ženske so že imele izkušnje. Mi ne dobimo pa nič. In ko se ta modrost izgubi, takrat smo mi potem, ko ne rečem, žrtve in nemočne. In potem posegamo po vsem tem, kar nam ponuja zunanja okolica. Ko pa imamo mi to notranjo znanje in modrost, pa ne rabimo okolice, ampak znamo tukaj pogledati in vemo, kaj moramo narediti. To se mi zdi največja moč, ki jo imamo. Ampak seveda družba ne želi, da imamo to moč, ker potem nismo potrošniško naravnane. Ja. Na splošno, ne samo povezovanje s cikličnostjo, na splošno se mi zdi super, da itak delamo na sebi, ker to dela svet itak lepši. Tako da jaz bi tule zaključila in se ti najlepše zahvalim za ta pogovor in res upam, da se še srečava ali tukaj ali pa v kakšnem drugem prostoru. Mislim, verjamem, da se bova kmalu. Hvala, Darja, tebi. In zavedaj se, da delaš nekaj velikega, ker tudi prestiriš. Hvala.